Anči, a vse štima, teče? Glej ta biceps, majce se trgajo. Hej vsi skupaj, to sem jaz, Alen Podlesnik, uradni unboxer Republike Slovenije. A se še komu zdi, da je v vsakem videu več šavja okrog mene? V tem videu bomo govorili o kači, revoluciji in o tem, kar se ne sme delati, če hočeš prodati milijone mobitelov. Nokia. To epizodo sem iskreno najbolj komaj čakal od vseh, zato ker končno lahko govorimo o tem, kar nas itak vse zanima, in to so kaj? Igrice. Ker zdaj se zdi kar normalno, da se vse igre igra na mobilcih, ampak včasih pa ni bilo čisto tako. In vse skupaj se je začelo s tem. V bistvu tole je bil en tak kontroler in to je bilo pol povezano z televizijo in potem si lahko v bistvu igral bejzbol. Ne, hecam se. S tem se ni dal napisati niti SMS-a, kaj šele igrati igric leta 91, ko je ta telefon stal koliko? 8000 evrov! Več o Carryphonu sem vam pa že povedal v enem od preteklih videov, link imate spodaj v opisu. Preden nadaljujemo, samo še tole. Zakaj nismo bolj prijazni do matere Zemlje? A ste vedeli, da je Zemlja edini prostor v vesolju, kjer raste paradajz? Ni Zemlje, ni paradajza, ni kečapa. Tako da vzamete svoj star mobitel, preneste ga v Telekomov center kjerkoli v Sloveniji, da ga pošljemo na reciklažo. Dobili boste tudi eno takole lepo trislet zapestnico, zato da bojo vsi vedeli, da ste one of the good guys. Ok, zdaj pa naprej na retro mobitele. Tole luškano ljubico verjetno marsikateri med vami poznate. Ime je Nokia 3310 in je samo najbolj legendaren mobitel vseh časov, praktično neuničljiv. Nekateri so včasih dali na to en tak lesen štil in zabijali žeblje. Ampak ne vem, če ste pa vedeli še eno stvar o Nokia 3310, da je na njej bila prva mobilna igrica vseh časov. In katera je bila to? Ja, kača. To so bili cajti, ja? Vse se da, dejansko se da še vedno kako bolj moderno kačo dobiti in na App Storeu in v Google Play trgovini, ampak ni to to. Ni to to. Zdaj ga bom dal pa na wireless charger, da se nafila za naprej. Včasih smo igrali samo kačo, zdaj pa vzameš daljinca, prižgeš televizijo in imaš samo na Neotu več kot 100 igric. Ej, hočete videti nekaj čudnega? Tadam! Nokia N-Gage. Nokia je dobila enkrat idejo, oni so bili res čist utrgani in dobili so idejo, da bi združili Game Boy, eno konzolo in telefon. In dobili so tole, zgleda lepo, zelo sem hotel imeti to, ampak tako komercialno je pa kar polom. Verjetno zato, ker če si se hotel s tem mobitelom pogovarjati, si se mogel pogovarjati tako. Ja? Ja, zgledam kot idiot, ja. Ja, pridem. Hvala. In pol je prišla pa leta 2007 revolucija. To je ta revolucija, spodaj pod tem, naj vam jo pokažem. Ja, iPhone, itak, kaj pa drugega. V bistvu, ta prvi iPhone sploh ni imel App Storea in verjetno sploh ni imel nekih iger, no tale, to je pa iPhone 3G. Ta je pa imel prvo igro v App Storeu, nek poker je bil, Texas Hold'em se mi zdi. Zdaj pa 3 najbolj legendarne igre, ki so takrat obstajale, pa nekatere obstajajo še zdaj, so pa kaj? Kaj ste igrali tisti, ki ste imeli mobitele takrat, ki ste imeli te prve iPhone? Igrali ste Angry Birds, igrali ste Doodle Jump, pa najbrž ste igrali tudi Space Invaders. A ste? Napišite spodaj komentarje.
Ampak to so bile te prve igre. To, kar imamo recimo zdaj v App Store, je veliko boljš. Naprimer, ena od najbolj downloadanih iger leta 2021 je Plague Inc., kjer ste virus in vaš cilj je, da okužite čim več ljudi. Pol. To je naša gamerska trojka, Nokia, še ena Nokia in iPhone 3G. Zdaj pa napišite spodaj v komentar, katera je za vas najboljša igra za mobilne telefone ever. Like and subscribe, pa se vidimo v naslednjem videu.